Ja, postle se žgejo, ampak žgejo se pa tudi naši podplati, sploh ko rinemo v kakšen hrib. Ja, danes spet nisem sama v studiu in obiskala sta me namreč kar dva prava planinca. In sicer z mano v studiu je Roman Žagar, predsednik Planinskega društva Galicija. Dobro jutro, Roman. Dobro jutro. Kako si? Zelo dobro. A je bilo hudo priti iz Kunigunde na Lavo 7, 5 nadstropje? Hvala Bogu, nisem peš, sem z avtom, ker nadaljujem pot v službo, tako da peš bomo pa drugič. Peš bomo pa v nedeljo, oziroma imamo po nedeljih pohode peš, tako da takrat se malo razgibamo. No, me veseli, ampak Roman ni prišel sam. Pripeljal je tudi nežnejši spol in z nami je danes Breda Arnšek, ki pa je dežurna to nedeljo in tudi je članica društva Galicija. Dobro jutro. Dobro jutro tudi z moje strani in prijetno dobro jutro in že takoj vabilo na nedeljsko druženje. No, sej to, ne. Kakor pride una na vrsto na Kunigundi, je že akcija. Imaš pa srečo, ne, ker to nedeljo imam jaz rojsten dan. Tako da smo se nekaj zmenili, ne? Da bi naredila kostanjev piknik. A ti lahko povem, vem, da imaš rojstni dan in pripravljeno imam že tudi darilo zate, tako da ne upaj si manjkati. Ga bom jaz izdal. 6 zvrhanih košov poljubčkov. In 50 kil kostanja, ki ga je lastnoročno nabrala. Tudi to je treba povedati. Res je. Z možem. Nisem sama, z možem. Pa Simon, tudi hvala. Roman je pomagal in družina. Hvala, Roman. In hvala družini. Bomo tako rekli, evo, da je vsak prispeval svoj košček mozaika, ne? Oziroma kostanja. Roman, zdaj ti kot predsednik Planinskega društva Galicija, vi ste lani praznovali samostojnih 20 let, ampak na 20 let podlage. Kaj to pomeni? Drži. 20 let podlage, ja. Korenine Planinskega društva Galicija sežejo kar nekje v leto 1985. Takrat se je na pobudo krajanov, KS Galicije, porodila neka ideja, da bi se dejansko lahko ustanovila planinska sekcija, katera se je ustanovila 21.12., tako sem že rekel, leta 1985, v okviru Planinskega društva Žalec. Delovali smo skupaj do samostojnosti, pomeni polnih spet 20 let skoraj, par mesecev je manjkalo do polnih 20 let, ko se je ustanovilo potem 2004 potem samostojno planinsko društvo, ki deluje danes, jaz lahko temu rečem, perfektno, čudovito, povezano, res. Smo ena taka družba, ker vemo, v društvu je glavna značilnost, glavna panoga povezovanje, druženje in to nas dela močnejše v sami naravi. In ravno tukaj se je v bistvu ta lokalna skupnost pokazala za dobro, ko je prišlo do požara, ne? Vsekakor. Imeli smo tudi, bom rekel, v vsakem društvu so vzponi, pridajo pa tudi določeni padci. Ampak takrat stopi skupnost skupaj, lokalna skupnost. Vem, če lahko samo omenim, da smo v letu 2009, ko smo prevzeli delovanje na naši planinski postojanki Kunigunda, Šentjungert, prišlo do požara, kjer smo izgubili že takrat, bom rekel, dokaj obnovljeno leseno hišo, popolnoma pogorela do tal. Stopili takrat skupaj občani, z donatorjem, z vsem, da se lahko samo na tem mestu se iskreno zahvalim vsem v tistem trenutku, da je z roko v roki moč narediti čudež in v dobrem letu postavili na ista temelja novo leseno kočo, ki je danes res ponos vsakemu planincu, vsakemu obiskovalcu, ko pride na našo postajanko Kunigunda. No, zdaj pa, da malo preverimo še znanje vaše članice Planinskega društva Galicija, Breda. Ali morda veš, koliko poti vodi na Kunigundo? Nešteto in vsaka je zanimiva in vsaka ponuja nekaj novega. Jaz sama sem preizkusila na svojih nogah že enih 5 poti, takih uradnih, neuradnih je pa nešteto, kot sem rekla, in tudi ko sem nabirala kostanj, sem spoznala mnogo novih poti in zato vabljeni, vsaka ponuja nekaj novega in vse poti vodijo k cilju, torej na Kunigundo. No, v nedeljo boste tja lahko prišli torej iz uradnih 5 poti.
če lahko temu rečemo, ker v bistvu lahko prideš iz Žalca, iz Zavrha, od Piška gor, od Šmartnega. Iz Vojnika, iz vse posod. Ni da ni. Ja. No, mi bomo šli po tisti, jaz rečem, ta klasični iz Šmartnega. Bomo pa štartali nekje ob 10 zjutraj, ker kljub temu, da bo slabo vreme, mi se ne damo. Ja, bomo blatni, ampak za kostanj, ki je bil lastnoročno nabran in mislim, je treba riskirati, plus tega, da me lahko pridete tudi vsi polupčkati na Kunigundo. Bom pa jaz sigurno tam nekje od 10 do 1 ure, pa moram da, če pa veš, za tortico mojim. Ne? Ena stvar me pa še vseeno zanima, glede na to, da na Kunigundi ste kot društvo. Gor se lahko vsako nedeljo dobi kaj za spit. Kako pa potem je z zbiranjem sredstev, ker vem, da zdaj recimo obnavljate sanitarije. Preteklo leto ste dobili tudi defibrilator. Kako v bistvu potem s tem lahko tudi mi prispevamo kot obiskovalci Kunigunde ob nedeljah? Saj veste, delovanje vsakega društva je danes čisto prostovoljno. Jaz bom na tem mestu bi rad samo to omenil, da dostikrat me sprašujejo iz drugih društev, kako vam to uspeva. Uspeva nam na ta način, tako sem že omenil prvotno, da smo resnično povezani. Poznamo drug drugega, spoštujemo drug drugega, imamo neko, bom rekel, skupno stalnico, radi gremo v naravo, smo v naravi, imamo tudi nekaj podmladkov, družimo se z šolami in tako naprej. Kar se tiče pa delovanja društva, društvo deluje naše, bom rekel, finančno, če gledamo po finančni plati, dejansko samo od razlike napitkov, katere dejansko prodajamo ob nedeljah na Kunigundi, se pravi na našem planinskem domu. Na tem mestu pa nikakor ne smem pozabiti resnično na vsakega posameznika, ki ga danes lahko, če bi jih imenoval, bi še tule lahko sedeli kar nekaj časa, na vsakega posameznika, kateri je dal kanček, svoj kamenček v ta mozaik, ki ga gradimo na Kunigundi, svoj čas, ki ga razkirajo prostovoljne družine vsako nedeljo, da pridejo in preživijo za pohodnike en prijeten dan. Jaz vem, da vedno, kadar pridem gor, nas čaka vedno pozitivna energija, nasmejano osebje, tudi to nedeljo bo tako, a ne, Breda? Kljub kislemu mrvenu. Tako, da gor je vedno, bom rekel, polno energije. Tudi ob cerkvici, katera stoji na samem hribčku, oddaja neko pozitivno energijo, tako da vsi obiskovalci, ko pridejo gor, vsi, kateri so dežurne družine, tu ne manjka pozitivizma. Zraven, še pa da se vrnem nazaj, ne smem pa nikakor pozabiti na naše donatorje, ker vemo, kadar gre nekomu malenkost na gosto oziroma na gusto pravijo, pristopimo skupaj in naredimo res nemogoče. Premikamo meje. Na sami postojanki se trenutno izvajajo dela novih sanitarij. Moram priznati, da sem zelo presenečen oziroma kako to hitro vse napreduje. To se pravi, da je vodstvo tega dela, kateri so prevzeli pač te sanitarije, odlično upravlja svoje delo. Tako da v tem delu, ja, drugače pa moram povedati, imamo še vedno nekaj planov, ker jaz vedno pravim takole, da če nimaš nekega plana, težko usvojiti nek cilj. Ja, res je, ampak cilj bomo usvojili, samo dajmo še en komad prej, da povemo še kakšno vreme bo v nedeljo, potem pa še povabimo vse skupaj na Kunigundo v nedeljo. Evo, pa smo zopet nazaj v studiu z planinskim društvom Galicija. Roman, njegov predsednik je z mano in pa tudi pridna čebelica Breda, ki bo to nedeljo na Kunigundi. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, kar precej smo že povedali o planinskem društvu Galicija, ampak zdaj me pa bolj zanima, zakaj samo nedelje? Dežurna, kot odprtje tako, planinskega doma. Zakaj samo nedelje, zakaj ne sobote? Tukaj pa moram povedati, da za soboto nam pa že malenkost primanjkuje mogoče prostovoljcev, da bi bil dom odprt. Imeli smo tudi pred časoma tudi v sobotah, ampak se je pokazalo, ni nekega obiska, ljudje grejo ob nedeljo po kosilu, ko si na
ko si nafila svoje trbuščke, malenkost v naravo se sprehodi in bolje nedelja obiskovana na Kunigundi. Ampak mogoče ob tej priložnosti vabilo novim članom. Jaz verjamem, Glih sem da hotela reči. po temlem pogovoru, po temlem intervjuju, predsednik se bo kar trlo novih članov, a ne? Ja, sigurno, to sem jaz pozabil povedati. Ja, vsekakor, vedno vabimo nove člane, vedno vabimo nove družine, da se nam pridružijo v to, bom rekel, zelo lep, čudovit krog, ki ga držimo skupaj. Breda, vabilo za to nedeljo, ki nas čaka z lastnoročno nabranim kostanjem. Tako, ne pozabimo, koliko truda je bilo v to vloženega. Ne, malce heca, malce pa tudi resnice. Pridite, na Kunigundi je vedno noro, zabavno, enkratno in vas resnično prijazno vabim. Vreme bo. Jaz bom, moja družina bo tudi gor, Šuši bo, mogoče bo celo dala za kakšno rundo, če ima rojstni dan, pridite preveriti. Kostanj se bo pekel, tako da ne ustrašite se vremena, ker vreme bo. In res, to je eno noro doživetje, ko prideš gor in nisem še srečala človeka, ki bi rekel, da se na Kunigundi ni imel nepozabno. Se strinjam, zdaj pa tako, lahko prijete peš, lahko prijete s kolesom, lahko prijete s prijateljem, lahko prijete s hišnim ljubljenčkom ali pa se tudi preprosto pripeljete z avtom vsaj do tistega spodnjega križišča. Torej, če ne vsako nedeljo, pa vsaj to nedeljo se vidimo na Kunigundi na kostanjevem pikniku. Hvala vam za obisk in ja, nedelja je že čez koliko? 2, 3, 2. Dogaja, Vikend, ja. Akcija, hvala za povabilo, se vidimo v nedeljo. Radio Fantasy predstavlja.